Zdravo! Danes bomo delali prvo tehniko iz moje knjige Z energijo živim, in sicer bomo se naučili zavestno dihati. Jaz vem, da že vsi dihamo ves čas, ampak večinoma ljudje dihamo zelo, zelo plitko. Zdaj, če se malo opazujete čez dan, kakšen je vaš dih, ponavadi, ko recimo nas je strah, se v bistvu naša aura skrči, naša energija se zato skrči in tudi mi potem dihamo prestrašeno in plitko. Zato je dobro čez dan se malce opazovati in pa večkrat globoko vdihniti in izdihniti. Vdih, izdih v bistvu tak globok pomaga pri sprostitvi napetosti. Jaz sama recimo večkrat diham, ko sem v vrsti in sem postajam nervozna, začnem kar globoko dihati, da sproti v bistvu to nervozo dajem ven. No, več o dihanju in energiji, in napetostih v povezavi s tem si lahko preberete v moji knjigi Z energijo živim. Gremo pa zdaj kar na tehniko. Usedite se ali na stol ali na tla v turški položaj, če zmorete. Roki damo na stegna, prste lahko skupaj, palec in kazalec. Zravnamo hrbtenico in zapremo oči. In zdaj se začnite opazovati, kako dihate. S katerim delom telesa dihate? S prsnim, s trebušnim. Je vaš dih plitek, dolg, kratek, globok? Zdaj bomo pa vdihnili globoko, se pravi skozi nos vdih in skozi nos izdih. In kar dihajte. Vdih. Medtem ko dihate, se opazujte, s katerim delom telesa dihate. Ponavadi ženski dihamo s prsnim delom, moški pa s trebušnim. Ampak ne vsi, nekateri tudi s trebuhom, recimo ženski s trebuhom in moški s prsmi. Zdaj pa sebe opazujte, kako pa vi dihate. Ko globoko vdihnete. Jaz diham ta trenutek s pljučnim delom. Dobro. Zdaj bomo pa malček
naredili telovadbe še za naše notranje organe in bomo vdihnili skozi trebuh, s tem, da se bo trebuh napel, ja, in potem, ko se trebuh do konca napne, gre dih še do gor, v pljuča in nazadnje do pljučnice. In izdih v obratnem vrstnem redu izdihnemo navzdol. Ja? Se pravi, ko vdihnemo, napolnimo trebuh najprej, potegnemo dih v pljuča in do vrha pljučnice in izdihnemo s pljučnico, s pljuči in nazadnje s trebuhom. Ja? Vdih, trebuh ven. Izdih. Malce bo potrebno vaje, vem, na začetku je kar težko vse to usklajevati in dih in trebuh in pljuča, ampak se splača. Kar vztrajamo, pa dihajmo. Zaprite oči zopet in vdihnemo v trebuh. In navzgor izdih. In še. Še zadnjič. In odpremo oči. Zdaj, če se vam vrti, rajši še malo počakajte. In potem odprete oči. Meni se je kar malo vrtelo zdaj že. To ni hiperventilacija, kot nekateri poimenujejo ta pojav, ampak je v bistvu naše telo ni navajeno tega globokega dihanja. In v bistvu, ko globoko dihamo, se polnimo z energijo. In to je super. In zato se nam vrti. In vedno, ko se vam vrti, dobro, zdaj pazite, ne, takrat, ko ste tik preden boste padli v nezavest, ne? Ampak vedno, ko dihate tako globoko ali pa delate tehnike energijske in se vam vrti, je to ok. Kad malo počakate, zdaj ali se usedete, ali stoje počakate, to pomeni samo, da se vam je zelo povišala energija. Ja? Kar je super. Tako da naredimo danes en tak test, da se cel dan opazujemo, kako dihamo. In ko čutite napetost ali stres, samo začnite globoko vdihovati in izdihovati. Ja? Lahko tudi skozi usta izdihnete, ne? Se pravi vdih. In ja. Ampak o tem dihanju pa v drugem videu. Hvala lepa za pozornost. Seveda, berite knjigo Z energijo živim, ker v njej opisujem marsikaj, luštne stvari. In se vidimo do drugič. Dihajte. Čau.